Osemsto vlogov v malo manj kot 4 letih. Se mi zdi, da bo 16. junija 2020 četrto leto, odkar objavljam vloge Komotra minuta. Nikoli si nisem mislil, da bo Komotra minuta postala en tak velik del mojega življenja. In tako, kar rečem ponavadi, ta trenutek bi rad izkoristil predvsem zato, da pokažem eno stvar, en izziv, ki sem ga dal sam sebi, po drugi strani pa zato, da se zahvalim vam. Eni spremljate že od začetka, eni ste se pridružili vmes, kakšni prijete, pogledate par vlogov, greste stran za nekaj časa, prijete nazaj. Ene par junakov se je pa zdaj v obdobju te smotane karantene oglasilo in so rekli, da so naredili Komotra minuta maraton in so pogledali vseh, ne vem, 799 delov. Vsaka čast, to je velikega materiala za prebrskati. In zdaj, preden grem na vsebino tega vloga, ki mimogrede ne bo imel nobene veze z avtomobili. Inače, hotel sem sam reči, da Komotra minuta ostaja, tako jaz vidim, mešanca ene take avtomobilske rdeče niti, nekaj tudi impro lige, ker tukaj se ne dam, če bi ti videl, s čem podpiram ta telefon, pa kako je tole nastavljen, ni noben pro setup, čak ti bom pokazal. Snemam s P40 Pro, s P30 Pro bom pa pokazal, kako izgleda tale moj setup. A ga vidiš? En superk, pa en moj album iz otroštva. In to je to. Ko sem rekel, danes ne bomo govorili o avtomobilih. Basket je v prvem planu, pravzaprav je v prvem planu en izziv, ki sem ga dal sam sebi. Vse skupaj se je začel z gledanjem YouTuba, a poznaš ti eno grupo tipov iz Amerike, mislim, da so iz Teksasa, ki se imenujejo Dude Perfect. Oni so mega uspešni YouTuberi, ki so začeli z basket trickshoti, pa pol nadaljevali s trickshoti vseh vrst. Spremljam jih že praktično od začetka njihove poti in dostikrat so mi dali navdih za ustvarjati vsebino, pa za delati to, kar si res želiš. V smislu, ok, jaz bi tudi nekaj podobnega probal. Mislim, v basket sem zaljubljen že vsaj 30 let. Mislim, toliko časa ga že igram. In pa sem rekel, ok, kaj je najtežja stvar, ki se jo lahko spomnim za narediti? Pa si pa rekel, dej, think big. Probi nekaj, kar je praktično nemogoče, pa da bo obenem poklon Dude Perfect. Kaj pa, če bi probal dati koš z najvišje zgradbe, z najvišje stolpnice v Sloveniji? No, in Kristalna palača v BTC-u je s švoh 90 metri slovenska rekorderka. To je probati zadeti koš na praktično 100 metrov. Ker drugače, a veš, koliko je velik košarkarski obroč? Ti bom pokazal, le. Košarkarski obroč je velik točno toliko, da vanj pašeta 2 žogi. Pa sem poklical pa BTC, sem prosil za dovoljenje, ker sem ga mimogrede dobil 1, 2, 3. Najlepša hvala še enkrat. Dobimo zeleno luč. Rezerviral sem 3 nedelje od 3 popoldne, ko se vse zapre, pa se vse skupaj umiri. Vse skupaj je bilo treba splanirati, pokličem Gross Basket, jih prosim, da mi zrihtajo koš, da mi zrihtajo žoge. Predvsem pa smo morali poskrbeti za varovanje, kar pomeni, da sem na pomoč poklical dežurno budalo, akrobata Filipa Kržišnika. Pridem pa na koncu videa do tega, kaj mi je naredil. Varovanje pa valjda zato, ker bom jaz visel čez rob in bi bilo blazno nerodno, če bi mi spodrsnili, pa bi pol se unika bi gor ostali malo čudno gledali. In pol prijete prva nedelja, jaz pa Filip se dobiva pri njegovem trening placu, nabutava avto z blazinom, a veš, zato, da jih namestiš okrog koša, da žoge ne bo odbijali do nebes. Pičimo tja, se počasi organiziramo, pride koš, začnemo se skupaj postavljati, debatirati. V glavnem do tiste točke nas je bila ena sama teorija, praksa nas je valjda čakala na vrh. Pa gremo pa gor, pridem na streho, pogledam čez rob. Stari, takrat rečeš pa sam, fuck, jaz ne morem dol niti pogledati, kako bom jaz tukaj metu pa cilju. Ker, a veš, kako izgleda, kad ti pogledaš v obroč 90 metrov stran? Takle, le, takle. Pa doma so se valjda vsi norca delali. Tiste klasične fore, daj pri čim prej dam, no, pa moraš kaj drugega početi. In pol se začne, vržem prvo žogo. Mečem!
in se začnem samo režati. A veš, mi je bilo takoj smešen, da smo šli mi okrog koša postavljati blazine, ne? Ker smo mislili, da bo to tam nekje bliz po tleh padalo. Ja, v redu. A bojo 3 nedelje dosti. Ja, veš, ki je začel veter nositi žogo. Si lahko imel praktično identičen izmet, pa je šla enkrat tja, drugič je šla tja, tretjič se je odbijala po stavbi, po fasadi, vse do poda. Razmere so bile katastrofalne. Prvih 10 žog smo vrgli, toliko smo jih imeli. Pa mimogrede, če te je kdaj zanimalo, koliko visok se pa na taka basket žoga odbije, če jo vržeš z res visoke stolpnice, je odgovor tam je 3 štuke. In pol vržemo drugih 10 žog, moram reči, da ena je šla v bližino koša, po mojem 2 metra stran od obroča, pa smo bili vsi že In to je bil za nas že tak uspeh, da je šlo vsaj približno tam, kjer koš stoji. Kakšen obroč, da je nekaj. Pa pride gor z dvigalom 3. runda žog, zagrabim to veliko pomarančo za svoj 21. met, pa neki približen kao nameram, a veš, si mislim, mogoče, ne, spustim, pa se je pa to zgodilo. Men se je odtrgal, noben ni mogel, vsi smo videli, pa noben ni mogel verjeti, da je šla žoga na cek. Rekel sem, pol ure sem rekel, da bo dal. Tudi Perfekt bi bili ponosni na test. Ker glava me boli, stari, to si se drl. Ja, res. Tina ni verjela. Ne boš trofo, je rekla. Mi smo v bistvu zaključili po, ne vem, dobrih 45 minutah. Ma pa ta zgodba en nauk, ne. Nikoli ne veš, kdaj se ti lahko zgodi, ali pa ti rata nekaj, kar je na papirju praktično nemogoče. Ne dovolj si, da ti kdo pravi, da nečesa ne zmoreš narediti. Zato, ker to preprosto, če se res odločiš, pa če vztrajaš, ni res. In tudi zato sem v ta namen uporabil footage, ki smo ga posneli, pripravil ene vrste inspiracijski video, ki je čist nekaj drugega, kar si vajen od komotar minute. Ker se mi zdi, da vsak od nas kdaj pride do kakšne uvere ali pa do situacije, ki se zdi nepremagljiva. Ki si rečeš, pa ne gre vse v 3 pi. Se mi zdi, da bi lahko bil nekomu navdih, morda komu, ki se v tem trenutku spopada s kakšnim izzivom, ker izzivi v lifeu so marsikakšni. A ja, pa da ne pozabim, z editom, s celotnim konceptom pa izvedbo tega projekta mi je ful pomagal Rok Trček. Rok je moj najboljši prijatelj. Stari, brez tebe ta video ne bi bil takšen, kakršen je. Thanks. Rad imam izzive. Zaradi njih človek želi postati boljši in osvojiti, doseči nekaj, kar velja za nemogoče. Izzivi energije ne jemljejo, ampak jo dajejo. Zato jih jemljem kot nekaj nujnega v mojem življenju. Lahko so majhni, lahko so veliki. Lahko zahtevajo mesece priprav ali pa pridejo in gredo v trenutku. Sam se odločiš, ali ga sprejmeš, ali si ga zastaviš, predvsem pa ne se bati neuspeha. Pa tudi, če pride vedno znova in znova. Zakaj metati na koš z najvišje slovenske stavbe? Ravno zato, ker so možnosti za uspeh mikroskopsko majhne. Predvsem pa, ko na videz nemogoči cilj dosežeš, je občutek veselja neopisljiv.
Veš kaj, niti nihče nikoli ne reče, da je nekaj nemogoče. To je bil en tak mal drugačen vlog. Obljubljam, da zdaj prihaja zelo velike avtomobilske vsebine, sem pa kaj pa tudi še kaj basketa, ne? To je to. Niti nikoli noben ne reče, da se nečesa ne da. Ker to ni res. Pardon, ta zadnja stvar sem pa pozabil povedati, ne? A veš, Filipu sem zaupal, da me varuje, kar pomeni, da sem mu zaupal s svojim življenjem. Je rekel, stari lej, če ti rata, bo šel v pritličje malo drugače z liftom. Tako najlažje ti bo, da se boš tukaj usedel. Ena noga lepo čez, ena noga tukaj. To si ti in to drži. Ta to drži. To drži tukaj. Pa. Vidiš? To nogo dam nazaj. Ja, čez, ja. Skidam pa roko. Tukaj se krdaš, ja. Smo ziher? Ja. Stari, Ja, ja, ja. So v redu? Ja. Kako se počutiš? stran sem. Ok, malo bo sam zadihala, ok? Ja, okej. Ok. V lifeu sem naredil že veliko neumnosti. Veliko stvari, ki ne bi bile strašne, pa me ni bilo kaj dosti strah. Ampak tole ne. Aj je, pemo, vrag. Te špage so pa take, ne? Tok pa tok odstotkov je neke raztegljivosti, elastičnosti in pa vsak to časa je malo spustil in sem šel vrum, vrum, vrum. Pa sem se malo polulil pa pokakal, pa sem šel naprej dol, ne? Noro. Dobra pika na i košu z 90 metrov. Zdaj pa to res to. Ta pa za zmeri z mano ostane.